Šentjernej, ki je nekoč zrasel na križišču pomembnih srednjeveških poti, je v zadnjem obdobju naglo spreminjal svojo podobo. Temu so botrovale predvsem želje gospodarstva in industrije po širitvi svojih zmogljivosti, možnosti za njun nadaljnji razvoj na tem področju pa ni več. In tako skupaj s trendi kot z zahtevami, ki jih bo postavila, jo bo treba premakniti vsaj del na rob naselja in s tem razbremeniti mesto. Šentjernej z razvojem v zadnjih 25 letih dokazuje, da lahko v prihodnje resnično postane pravo mesto, dodaja Blatnik. Tako da ima na primer več delovnih mest, kot ima prebivalcev, se pravi, mora delovno silo celo na nek način uvažati. Ima pa tudi dovolj prostora za širitev teh dejavnosti in dovolj prostora za namestitev novih prebivalcev. Kot še dodaja, bi Šentjernej že lahko bil mesto, a ima statistično premalo prebivalcev. Po podatkih iz študije vizije prostorskega razvoja je imela lani občina skoraj 7100 prebivalcev, dobra petina jih živi v glavnem naselju. Tako v občini kot v Šentjerneju pa število prebivalcev zadnjih 10 let vseskozi narašča. Kljub tej krizi, ki je bila v teh letih, je bil trend vedno navzgor obrnjen. To se lahko redko katero mesto pohvali, kaj šele ostala naselja. V Šentjerneju, ki torej premore dovolj zemljišč za gradnjo stanovanj ali proizvodnih dejavnosti, v prostor je med drugim umeščena tudi letalska pista, bo po besedah Blatnika treba razmišljati tudi o izgradnji nove obvoznice, naselje pa hkrati z bližnjima Škocjanom in Kostanjevico povezati v somestje. Če postaneš regionalno pomembno naselje, mesto, ti na nek način sledijo tudi določene inštitucije, ki jih ta regija potrebuje. In zakaj naj bi Šentjernej, ki ima neko specifiko, ki ima svoje niše, te inštitucije tudi imel? Svetniki so imeli glede vizije prostorskega razvoja Šentjerneja številna vprašanja, pogrešali pa so predvsem večjo vključenost občanov. Študijo so se zato zgolj seznanili in jo poslali v širšo javno razpravo, v kateri bo svoje predloge lahko podala tudi vsa zainteresirana javnost.